Dragi novomašnik Damjan, draga mama novomašnika Mici, dragi sorodniki, znanci in prijatelji, drage gasilke in gasilci, dragi bratje in sestre v Kristusu. V imenu naše celotne župnije vam izrekam prisrčno dobrodošlico. Uvod v mašo bo tokrat nekoliko daljši, pa vendar obstajajo dobri razlogi za to. Danes se zdi, da ljudje v naglici in tempu tega časa ne znamo več praznovati in se veseliti. Mnoge stvari jemljemo kot samoumevne, pa naj vsaj danes ne bo tako. Danes je namreč razlogov za veselje in praznovanje veliko. Že slovesno pritrkavanje zvonov, ki so nas upeljali v začetek svete maše, in narodne noše naznanjajo, da je v naši župniji danes prav poseben dan. Razen tega, da je farni sejem, bomo obhajali novo mašo oziroma njeno ponovitev in hkrati zahvalno mašo ob 130-letnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva Poljane. Veseli in hvaležni smo, da lahko v naši sredi pozdravimo poljanske gasilke in gasilce ter Damjana Černaka, novomašnika, ki je bil posvečen v duhovnika prav na svoj 40. rojstni dan 1. maja letos v Argentini. Njegove korenine pa segajo tudi v našo župnijo, saj je bila njegova prababica rojena pri Stržinarjevih v Kremenku. Nova maša je bila vedno velik in slovesen praznik. Toliko bolj se moramo daru duhovništva veseliti v današnjem času, ko duhovnikov primanjkuje. In kakor je rekel naš župnik Jože pri nedeljski maši prejšnji teden, naj nikomur ne bo žal, če je danes znucal nove čevlje zato, da je lahko prišel na novo mašo. Nihče nima večje ljubezni, kakor ta, da da življenje za svoje prijatelje, se glasi geslo novomašnika Damjana. Kako lepe in močne besede so to. Te besede zagotovo veljajo tudi za poljanske gasilke in gasilce, ki svojim pogumom, dobrodelnostjo in požrtvovalnostjo že 130 let nudijo pomoč ljudem v različnih življenjskih stiskah in preizkušnjah, ter na ta način darujejo sebe in svoje življenje v dobrobit vsem nam. Naj bo ta mašna daritev ne le zahvala našemu dobremu Bogu za novomašnika Damjana, ki je svoje življenje v dobro svete cerkve in vseh nas v polnosti daroval Bogu, za žive in pokojne poljanske gasilke in gasilce in za obstoj naše župnije, pač pa naj bo ta maša tudi priložnost, da združeni s Kristusom in njegovo daritvijo na oltarju obudimo in poglobimo zavest, da je praznovanje, kakršnemu smo priča danes, dar Božji, ki ga ne smemo kar pustiti mimo. Dragi Damjan, dragi Damjan, ko si izbiral svoj novomašni križ, si hitro ogledal takega in rekel, tale bo v redu. Zdel se ti je dovolj preprost, da ga bodo ljudje ob tebi zmogli sprejeti. Takoj si se domislil, kakšno sporočilo vidiš v njem, kaj boš v njem povedal in kam boš postavil svečko, ko boš molil z mladimi. Čuti se, da ves čas razmišljaš v misionarskem duhu. Les imaš rad, ko je potrebno, še vedno z veseljem kaj izdelaš iz lesa. Enkrat si se hecal, da se kombinacija duhovnika in tišlarja oziroma tesarja sicer pri Jezusu ni najbolje obnesla, kajti pristal je na križu. Vendar je ravno na križu Jezus dopolnil svojo daritev ljubezni. Delo z lesom je pred leti od tebe vzelo del prsta. Delo za Boga in ljudi pa te vabi, da daš sebe celega. Kot pravi tvoje novomašno geslo. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Ne glede na velikost, obliko, težo in trdoto, vsak križ je vendarle križ. Rekel si, če nosiš križ z Bogom, je ena stvar. Če ga nosiš sam, te to ubija. Damjan, naj te pogled na Jezusa na križu spominja,
da nikoli nisi čisto sam. Vedno ohranjaj svoje veselje. Jezus je s tabo. Dobar dan. Najlepša hvala. Sem tako želel to praznovati z vami. In se čutim prav, kakor brat, vaš brat iz tem kraju, torej kakor brati in sestre začnemo to sveto mašo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bog, da ko gledam Damjana, mladega duhovnika tukaj pred oltarjem, se spominjam svoje nove maše, pa svojih prvih maš, ko sem včasih tudi kakšno stvar mečka narobe rekel ali prepozno začel, določene pa prehiter. To se vse zgodi. Pravi, da duhovniku se lahko vse zgodi, pri sveti maši edino v kelih ne more pasti, kar je pa tudi res nemogoče. Skratka, Damjan, se veselimo tega, da si z nami, da si se vzel čas, prišel v domovino svojih staršev in da boš danes skupaj z nami daroval sveto mašo. Mi rečemo kar nova maša, čeprav je neke vrste ponovitev nove maše. Želimo si, da bi tudi ob današnji sveti maši začutili naši mladi, naši otroci, naši starši lepoto duhovniškega poklica, lepoto odločenosti odgovoriti na Božji klic z vsem srcem, z vso dušo, z vso voljo in vsem mišljenjem. Prosimo vsi v svojem srcu Gospoda za to. Na začetku svete maše pa obžalujmo svoje grehe, tudi to, da velikokrat pozabljamo moliti za duhovnike, da pozabljamo moliti za nove duhovne poklice, da pozabljamo hvaležnost izreči našim gasilkam in gasilcem, ki so vedno pripravljeni stopiti na pomoč vsem ljudem v stiski. Ne samo, kadar gori, ampak tudi takrat, ko gori, takrat rabimo veliko vode. Ne? Ampak stopite skupaj tudi takrat, ko imamo vode preveč, kot smo jo imeli lani. In čeprav si želimo, da se kaj takega ne bi več ponovilo, bomo Gospoda prosili, da se res to ne bi, ampak če Bog vidi, da je to za našo ponižnost potrebno, da bi zmogli takrat narediti vse, kar je v naši moči. Obžalujmo torej grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, Gospod. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
O Bog, ti si naše upanje in moč. V svojej neboglenosti ne moremo brez tebe ničesar storiti. Pomagaj nam s svojo milostjo, da bomo vedno spolnjevali tvoje zapovedi in z veseljem delali, kar je tebi všeč. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj ob čestu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Ezikijela. Tako govori Gospod Bog. Jaz sam bom vzel vršiček visoke cedre in ga potaknil. Od njegovih vrhnjih mladik bom odtrgal nežno vejico in jo zasadil na visoko in zvišeno goro. Na Izraelov gorski vrh jo bom zasadil. Pognala bo veje in obrodila sad, postala bo veličastna cedra. Pod njo bodo prebivale vsakovrstne ptice, vse krilate živali bodo prebivale v senci njenih vej. Tedaj bodo spoznala vsa drevesa polja, da sem jaz, Gospod, ponižal visoko drevo in povišal nizko, da sem posušil zeleno drevo in dal, da je suho pognalo. Jaz, Gospod, sem govoril in bom to tudi naredil. To je Božja beseda.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, vedno smo pogumni, čeprav vemo, da smo z doma in daleč od Gospoda. Dokler smo doma v tem telesu, saj hodimo v veri in ne v gledanju. Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem, da se bomo izselili iz telesa in se preselili Gospodu. Zato si tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč. Bodi si, da prebivamo v telesu, bodi si, da se iz njega izselimo. Vsi se bomo namreč morali prikazati pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal dobro ali slabo. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus rekel množicam: z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi po noči in bedi po dnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne srpom, kajti prišla je žetev. In govoril je: kako naj ponazarimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večji od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morajo ptice neba gnezditi v njegovi senci. V mnogih takih prilikah jim je govoril, kakor so pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govoril, a svojim učencem je posebej vse razlagal. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bog da je še enkrat vsi skupaj, drage sestre, dragi bratje, gasilke, gasilci, posebej seveda lepo pozdravljamo med nami našega novomašnika Damjana, njegovo mamo, njegovo žlahto s Polan in izpod zvona svetega Lenarta, gor malo višje, skoraj že na drugo stran proti Polhovemu Gracu, in se veselimo, da lahko obhajamo slovesnost ali ponovitev nove maše.
Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. To dati za geslo in vzeti te besede za res, ni mačji kašelj. Sploh ne v današnjem času, ker večina ljudi ne jemlje besed za res. Govori s figo v žepu. Raje verjame neresnici, kako resnici. Bolj je prepričano, da človek ne zmore in ne sme, da ni vreden stati za svojo besedo in reči Bogu da, ali pa ljubezni da, za tiste, ki niste poklicani v duhovniški poklic, te tudi človeške ljubezni med moškim in žensko. Saj se ne splača, saj vse brez veze, saj preprosto nima smisla. Raje se spuščajo v zgodbe ravnanja po bitjih na tem svetu, za katere sicer trdimo, da jim nismo podobni, to je živali. Ljudje smo pa res sposobni. Smo sposobni odločitev, ki jih nihče na tem svetu ne more. Zato, ker smo ljudje. Zato, ker smo Bogu podobni. Mladi velikokrat na poročni dan izberejo tisti odlomek iz pisma Korinčanom, 13. poglavje, ki govori o ljubezni in je lepo, tudi jaz ga zelo rad preberem, ga znam skoraj na pamet. Tudi včeraj pri poroki je bilo to berilo. Ampak kako se ta odlomek začne? In to je to, kar želim poudariti danes. Glasi se takole. Hrepenite po večjih milostnih božjih darovih. Ampak ni še konec. Nadaljuje. Hočem pa vam pokazati še odličnejšo pot. In tega smo ljudje sposobni. In potem Pavel nadaljuje, kaj vse je, najprej, kaj ni ljubezen pravzaprav. Pravi takole, lahko bi govoril človeške, angelske, ne vem kakšne jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem brneč bron ali zveneče cimbale. To se pravi, živim in ropotam v prazno, životarim. Potem pravi, lahko bi dal vse, kar imaš za reveže. Lahko bi imel celo vero, da bi gore predstavljal. Lahko bi dal celo svoje telo, da bi zgorel, pa če tega ne narediš iz ljubezni, pravi, zdaj poslušajte, si nič, nula. Nula si. Ker se nisi pripravljen odločiti za to, da bi naredil zgodbo življenja, zgodbo, ki jo je Bog, v sodobnem jeziku bi rekli, položil v tvoje gene. On nas je poznal že v materinem telesu, vsakega izmed nas. On nam je predvidel tako zgodbo življenja, ki je lahko vsakor izmed nas uresniči samo on in samo ona in nihče drug. In tako je v mene položil nekoč nekaj, tako je vsakega izmed vas in tako je pred 40 leti preč, pa še nekaj mesecev prej, 9 mesecev predno, ko je bil spočet, ker takrat se začne človeško življenje, položil v bistvo Damjana in čakal. In čakal, da bo to seme, o katerem smo poslušali v Evangeliju, Damjan sposoben vreči v zemljo. Da bo začelo rasti tisto v njem, za kar ga je Bog povabil, da naredi. Njegova pot za to, da je vrgel v zemljo, je bila kar hitra. Ne tako hitra kot pri meni, ampak hitra. Potem pa, da je začelo rasti in kaliti, je pa trajalo kar nekaj. In on je moral v tistih preizkušnjah ustrajati in mu zato čestitam, ker je ustrajal. Ker ni vrgel puške v koruzo, ker se ni obrnil, ker je že vedel in naredil temeljno odločitev, da želi vreči seme svojega življenja v zemljo, da bo zraslo nekaj iz tega. In on se ni mogel pustiti na pol poti, ker drugače bi seme ali zgnilo, ali bi se posušilo, ali bi samo skalilo, zraslo pa ne bi nič. In on je dovolil Gospodu, da je to zraslo. In Gospod je vmes malo zalival, poslal je malo dežja, malo sonca, vsega pravo mero, da je bil posvečen na svoj 40. rojstni dan letos 1. maja v Bariločah v Argentini. Gospod namreč vedno stoji za svojo besedo in ne pozabiti. On nas vedno žgačka in nagovarja, ne tudi če kdo gre po svoji poti. On vedno hoče, da gremo po tisti, za katero je on nam jo namenil.
In nas nagovarja, nas žgačka, nas uščipne na različne načine in pravi, odloči se, vrži seme, vrži tisto seme, ki je v tebi, da bo zraslo, da ne boš pri 90 letih ali 100, če ti bo Bog dal toliko, se veste, Božja vsemogočnost, kako že pravi svetopismo Stare zaveze, Bog svojo vsemogočnost kazuje s potrpežljivostjo, ne? Ker nam daje možnost v svoji ljubezni, potrpežljivosti, da bi vendarle kdaj to seme začelo rasti v našem življenju, to seme Božjega kraljestva, v katerem se bomo resničili. Ampak on ustraja in želi, da se odločimo. Ampak odločiti se je treba. Da, hočem biti Božji, hočem se uresničiti, hočem, da zraste, hočem, da se nekaj zgodi. In na tej poti nas spremlja ena lepa beseda, ki smo slišali danes v drugem berilu. Vedno smo pogumni. Vedno smo pogumni na tej poti odločenosti za Boga, za Božje kraljestvo, da se uresniči najlepše v nas, ker vemo, da je Bog z nami, ker vemo, da Bog nikoli nobenega človeka ne zapusti in vemo, da če je Bog z nami, je ni stvari, ne dogodka, ne bitja, ki bi bilo močnejše od nas z Bogom, pravzaprav močnejše od nas, ker je Bog z nami. Zato smo vedno pogumni, karkoli, a ne, tako kot gasilci. Ko je večina morda, ki je gledala oddaleč in jamrala, kako hudo je, so oni delali. In ko sem bil parkrat, sem se srečal z njimi, ko so bili tako utrujeni, da so sedeli od utrujenosti in izčrpanosti in že večurnega in nekaj dela, je prišel klic, treba iti naprej. In oni niso šli domov, oni so šli pomagati. Tako dela človek, ki ve, kako živi. A vidite, kako vsak na svojem področju uresničuje to, kar slišimo v Božji besedi. In morda kdo od vas gasilci ni tako veren, kot je vaš župnik, si vi ne veste, kako je vaš župnik veren, ne? Bog ve, za vsakega izmed nas. Ampak vsak izmed nas uresničuje prav to, kar slišimo v Božji besedi, v svoji poklic. To ni poklicanost, kar vi delate, ne? To je poslanstvo, tako kot je naše duhovniško. Vaši poklici so večinoma nekaj drugega. Ste marsikaj, gasilci ste pa srce. Tako kot opravljate torej poslanstvo, tako kot mi duhovniki. Naš poklic ni duhovništvo. Duhovništvo je naše poslanstvo, zato ga delamo s srcem in z veseljem in vemo, da je Bog vedno z nami, zato smo vedno pogumni, ker smo odločeni za dobro, za resnico, za svobodo, za Boga. In kadarkoli si še tako utrujen, si vedno pripravljen iti naprej in kar je zanimivo, z leti, ko rasteš, odkrivaš, da lahko greš kadarkoli celo z dobro voljo. Naš brat Damjan, upam, da se zaveda, kako pomembno je imeti ta Božji pogum v sebi in kako je potrebno vedno biti pripravljen Gospodu na razpolago, kamorkoli ga pošle. Ali med Indijance, ker živi v Argentini, ali gor med Indijance visoko v Ande, ali v džunglo, ne vem, kam ga bo Gospod poslal. Morda ga bo poslal nazaj v Slovenijo, ne vemo, ampak vedno grem in to z veseljem. Grem zato, ker vem, kdo sem. Ker vem, komu pripadam, ker vem, kdo me ima rad, ker vem, kdo me je odrešil, ker vem, da je treba temu semenu, ki je v meni, dati rasti, da bo rodilo sad, da bodo tudi drugi lahko z mojega drevesa, ki je utrgali in se bo slotkali. Ops, to je pa dobro, gremo še mi, da bo zraslo kaj. Razumemo logiko. Bog želi, da to delamo. Velikokrat v življenju bo Damjan v svojem duhovniškem poklicu kot duhovnik, kot moški, kot kristjan, tudi na preizkušnji, v takih banalnih stvareh, kot smo mi vsi. Tako kot recimo na Veliko soboto zvečer, ko bo župnik po 20 blagoslovih že čist crknen in je vmes mogel še pripravljati vigilijo, pa pogleda, da je vse pripravljeno in še pridge ni imel časa pripravljati, ker je imel že prej veliki petek, pa četrtek pa petek in bo točno 2 minute pred mašo, ko bo prišel nekdo, ko bo on še zadnje misli tako le v glavi, da bo ja nekaj lepega povedal pri vigiliji, prišel nekdo povedati, župnik, stranišča so zabasana. In on mora ostati dobre volje. On mora ostati dobre volje, ker je pred njim vigilija, ker je tisto za špica praznika, eden najlepših dogodkov, pri katerem mora Božjemu ljudstvu povedati, da je Kristus vstal od mrtvih
in to povedati z veselim obrazom. Tudi take banalnosti in preizkušnje bodo, v katerih lahko človek zori, raste, se utrjuje, krepi v svojem pogumu in odločenosti za Gospoda, da bo vedno delal za Gospoda, da bo vedno rodil z Božjo milostjo, če taka njegova volja, sad in to vedno z veseljem. Damjan, Bog te blagoslovi. Naj bo na pravzaprav on bo vedno na tvoji poti. Ti hodi vedno njegovo pot in se boš uresničil. Vse druge poti so zavloda. Naj te Gospod blagoslovi in te varuje. Amen. Pa na koncu še 2 besedi našim gasilkam in gasilcem. Se vmes sem vam že nekaj levega povedal, upam, da ste slišali. V bistvu tudi, kar sem njemu govoril, sem govoril vam, pa ne sem gasilkam in gasilcem, tudi drugim. Še enkrat hvala za vaše služenje. Hvala tudi, ker ste prišli lani, ko je tudi med drugim, se veste, tudi okoli naše cerkve smo imeli skoraj 1,70 m vode, ko ste prišli pomagati, čistiti in poskrbeli, da smo že naslednji dan imeli okrog cerkve lepše, kot je bilo prej. A ni zanimivo? Ker je bilo vse oprano, prej je bilo pa malo mazano. Lepše. Ker tisto, kar delaš, naredi tako, da bo ne samo dobro, ampak boljše in še lepše. Ljudje smo tega sposobni, ne? Hrepenite po večjih milostnih božjih darovih. Hočem pa vam pokazati še odličnejšo pot. Še odličnejšo. In tega smo ljudje sposobni, tega ste sposobni gasilke in gasilci, tega smo sposobni vsi verniki, vsi ljudje, moški in ženske, majhni in veliki in mi duhovniki s svojim stanom, svojim letom in talentom primerno. Še enkrat iskren bohlonej med vrsticami. Naši animatorji računajo, da boste prišli na oratorij. Hvala lepa. Izpovemo vero. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega pisma z očetom in je po njem vse ustvarjeno, je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam enkarstvo, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Bog postavlja v ospredje vse, kar je majhno in skrito. Izročimo mu svoje prošnje. Nebeski Oče, prosimo te za sveto cerkev, naj bo varen kraj vere in bratske ljubezni, kjer bodo zoreli tudi novi duhovni poklici. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, novomašnika Damjana si poklical med svoje duhovnike. Razli nam svetega duha, da bo vse življenje gorel v ljubezni do tebe in ljudi. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, spremljaj svojim blagoslovom naše rojake v Argentini in druge po svetu. Naj ohranijo živo vero in zvestobo domovini. Prosimo te,
Vsemogočni Bog, svetemu Florjanu si dal moč, da se je za pravico in resnico boril do mučeniške smrti. Po njegovi priprošnji daj tudi nam moč, da bomo zaradi ljubezni do tebe zmogli hoditi po poti resnice in pravice. Prosimo te, usliši nas. O Bog, bodi nam v pomoč, da bomo vselej, kolikokrat pridemo v nevarnost, za varstvo imeli pri rokah prava sredstva. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, sprejmi k sebi vse člane PGD, ki so v njem delovali in bili podbudniki dobrih zamisli za koristi celotnega društva, kraja in župnije in jih za njihov trud poplačaj z večnim življenjem. Gospod, prosimo te, da bi našim bodočim gasilcem vlili voljo, poguma in moči pri delu na prostovoljni bazi in pomoč ljudem v stiski. Gospod, prosimo te, varuj svet pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da bi nas gasilce varoval pred vsemi nevarnostmi, ki pretijo na nas, ko smo na intervenciji. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog blagoslovi vse dobrotnike, ki so svojim znanjem, delom in svojimi prispevki pripomogli k novi pridobitvi našega društva. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za preminule gasilce, še posebej za tiste, ki so imeli pri reševanju drugih ljudi, da je plačilo večnega življenja. Za tukaj zbrane, varuj nas častnega in večnega ognja, srečno pripelji v družbo angelov, svetega Florjana in drugih svetnikov. Za gasilce, ki častijo svojega zavetnika, svetega Florjana, varuj jih pri njihovem odgovornem delu. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, gradimo poljanski župnijski dom. Prosimo te, blagoslavljaj naše delo in zidaj z nami. Vodi nas svojo modrostjo, da bomo gradili trdo in preudarno. Naj skupaj stvarimo prijeten dom, kjer se bomo radi srečevali s teboj in med seboj. Za odprtimi vrati naj vsakdo najde kraj topline, spritosti in tolažbe. Poveži in prenovi svojo ljubeznijo našo celotno župnijsko družino. Utrdi nam verovate in odloči nas za življenje po tvoji volji. Tako naj v veselju izpolnimo svoje zemeljsko poslanstvo in srečno prispemo v najlepši dom pri tebi v nebesih. Vse to te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu v ogelnem kamnu in večni skali. Amen. Sveti Jožef, prosi za nas. Sveti Martin, prosi za nas. Amen.
Molite, bratia in sestre, da Bog Vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme Gospod daritev iz svojih rok, hvalo in čast svojim imenom, v blago tudi nam in vsej svoje sveti cerkvi. Bog naš Oče, kruh in vino sta človeku hrana, v zakramentu pa postaneta hrana za novo življenje. Podeli, prosimo, naj nam ta dvojni vir moči nikoli ne usahne, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo in pri Gospodu. Zahvaljujemo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te s vsemi angeli veselju poveličujemo in nenehno kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
nostri. Sveti Oče, spominjamo se s Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusova telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, pomožnima škofom Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh pokojnih gasilk in gasilcev, Frančiške in Lovra Dolenec in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, svetim Florianom, ki je živel v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čas in slava na vse veke vekov. Tudi danes Bog brez pameti seje seme tistih, ki so poklicani. Ampak zato, da odgovoriš, moraš imeti pogum, smo slišali danes. Pogum, da rečeš, da, Gospod, želim ti slediti, kamorkoli greš, slediš njegovim stopinjam, pa ne veš, kam stopaš. Ampak zato, da tisti, ki že so poklicani, zdržijo na tej poti, morajo stare mame pa stari očetje moliti, pa morajo mame pa očeti, pa morajo, vsi moramo moliti za duhovne poklice. Naša naloga je, da si izborimo pri očetu poklicev, tisti, ki bojo sledili Jezusu. Na kakšen način, to bo Jezus povedal vsakmu posebej. Na nas pa je, da molimo. Zdaj pa skupaj zapojemo Gospodovo molitev prav zato. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmirjeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polne blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje crkve. Utrdi jo v miru in jo vodi v popolnosti edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami vsemi. In s tvojim duhom. Kar bom zdaj le povedal, se bo spet zdelo nemogoče. Ampak ponavljam, Kristus pravi, da naj hrepenimo po večjih milostnih božjih darovih in da nam kaže še odličnejšo pot. Jezus pravi takole, ko prideš v svetišče in poslušajte zdaj, in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe. Ker če ti prideš v svetišče, je Jezus prepričan, da si prišel že čist, brez jeze, brez zamere, brez sovraštva. Ampak da ima kdo drug kaj zoper tebe. Pravi, pusti svoj dar tam pri oltarju in pojdi in se spravi z njim, čeprav nimaš nič proti njemu, ampak ima on proti tebi. To so ta hrepenenja in večji milostni božji darovi, ki jih lahko uresničimo. In Jezus je to naredil. On je bil naš brat, je tudi Božji sin, ampak naš brat. On je vsem odpustil, ko je vstal od mrtvih, ni niti enemu očital. Peter, 3-krat sme zatajil, ne, ni rekel. Peter je sam vedel, da je to naredil. Ampak je prišel k njemu in mu rekel, Peter, mir s teboj. Tako delamo kristjani. Tako dela naš učitelj Jezus Kristus. S stiskom rok podelimo Kristusov mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemljaš grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da greš meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo hostijo. Ker nas je veliko, ki niste sicer iz naše fare, sem povem, kako obhajilo poteka. Srednji 2 vrsti stolov prihajate klop za klopjo, tukaj na sredo bova 2 obhajala in se potem po drugi strani vrnete nazaj. Tisti, ki ste ob oknih, prihajate ob oknih gor do izrednega delivca in se na to stran vrnete nazaj, vi isto. Pod kor bo prišel eden od izrednih delivcev, eden pa tudi na kor, tako da bomo vsi lepo zaužili. Naj bo čim mirno, naj Gospod naredi svoje.
Molimo. Nebeški Oče, to sveto bhajilo, ki smo ga prijeli, je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v Tebi. Naj rodi tudi edinosti v Tvoji crkvi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Oznanil, ne bom vseh bral, prosim, pogledajte si na spletu, ne bom rekel, da še povšečkajte, ampak pogledajte pa vseh, da boste vedeli, kakšni so mašni nameni. Predvsem je na mestu povabilo za v torek ob 15.30, ko vabimo naše ministrante, pa tudi vse ostale veroukarje. Čeprav je že konec verouka, spodaj v dvorano, ampak par minut prej treba biti, pa kakšna učiteljica, tudi če na porodniški lahko pride, bomo imeli v sklopu 24-urne molitve in posta za domovino, tudi z naše župnije, enourno molitev, ki bomo jo prenašali v živo. Tisti pa, ki ne morete, pa če le morete doma, sodelujte tako, da greste in sodelujete preko YouTube kanala Tednika družine. Tudi sicer vseh 24 ur molitve in posta za domovino. Tako da ministranti, računam na vas, veroukarji računam na vas, katehisti ne računam na vas, računamo na vas. Domovina računa na nas. Imamo zemeljsko in nebeško domovino. V nebeško pridemo iz zemeljske, preko zemeljske. In če te nimamo radi in če tle ne živimo ljubezni, potem je malo za manj računata, ne? Se veste, kaj mislim. Drugače, nič posebnega, prihodnja nedelja je 12. nedelja, med letom ob 8. maša za farane, ob 10. v zahvalo za moža in otroke ter za domovino, med mašo so krsti, o 15. uri bo na Volči ob 20-letnici duhovništva daroval sveto mašo brat Jurij Štravs, zvečer ob 19. uri pa je sveta maša za domovino in potem proslava v šoli. Z nami bo gospod Tone Kuntner, tudi tukaj že pri maši, tako smo informirani in potem bo tudi govornik na proslavi. Pridemo in se udeležimo, molimo za domovino in jo tudi počastimo. Hvala vsem, ki ste pripravili današnjo slovesnost, pevkam in pevcem, kar se novomašnega dela tiče, družini Bogataj, zgornjim Ravtarjem, a sem prav povedal, Lojze, to je to, iz Gabrške gore in vsem drugim, ki ste malo in na veliko postavili mlaje, pripravili besedilo, karkoli dobrega naredili za to, da je današnja slovesnost lepa. In včasih nekateri pravijo, dejte župnik tako, da bo vsako nedeljo nekaj, se pri nas je vsako nedeljo nekaj. Ne? Včasih je pa fajn, da je več stvari skupaj. In kako je lepo, v zgodovino analov našega prostovoljnega gasilskega društva, ob 130-letnici bo šlo, da je bilo slavje ob 130-letnici točno na Novo mašo. In to Slovence iz Argentine. In da smo potem skupaj oba duhovnika blagoslovili še novo brizgalno. Ne? Zato brizgalno je sicer en vic, pa ga ne bom povedal, ker je malo preveč sočen, bom pa povedal, ko bomo blagoslovili, pa si vendarle želimo, da bila ta brizgalna vedno pripravljena, pa nikoli uporabljena. Ne? Ampak da smo vedno pripravljeni za to. Zdajle nam bomo še blagoslovili brizgalno, tako da bom prosil poveljnika, predsednika, ne vem, kako ste se še zmenili, da bo stopil tja. Jaz bom zmolil besedilno molitev, novomašnik bo blagoslovil z blagoslovljeno vodo, tako da bo prijelo enkrat za dvakrat, enkrat za trikrat, a ne vse stvari, dobre stvari so tri. Potem bo gospod novomašnik podelil novomašni blagoslov. Za ta blagoslov so rekli, da se splača čevlje znucati. Ene čevlje. In to nove, seveda. Pa veste, včasih so imeli čevlje podkovane, ne? Tako da si predstavljate, kaj so ljudje naredili, da so bili deležni lepih stvari. Prvega ali pa tako, med prvimi blagoslovi mladega, novega duhovnika. Potem bo še sklepni blagoslov in potem bo pesem. Med pesmijo pa bomo malo drugače povedali, tako da boš razumel, ker vidim, nas je preveč, bodo sem narodne noše stopile ob vaših klopeh dol, z novomašnikom bomo pretle in bodo fotografinje stopile gor in bodo z te strani slikale dol in imamo gasilsko sliko narejeno. Je tako? Valjem v novi maši bo pa še novomašni ofer. Zdaj Polanci imamo svoj način ofra. Danes pa novomašnik želi vsakemu seči v roko.
Zato boste vsi povabljeni, da greste po desni strani okrog oltarja, tako kot ste včasih hodili, ta starejši še spomnite, tudi če kdo ta ide, to ni res, je res bilo tako, boste šli okrog oltarja, tam boste lahko dali dar za novomašnika, novomašnik vam bo stisnil roko, dobili boste tudi spominsko novomašno podobico, ki jo šparajte in uporabite odzadaj tudi ena molitev za duhovnike. Pa lahko date še molitev za nove duhovnike. Ne? Poveljnik. Tako, lahko bi rekel, naj služi pa ne služi, a ne? Obljubim bom kratek. To me vrti stalno v srcu, pa moram povedati, sorry, tak sem jaz, ne? Včasih velikrat razmišljam, zakaj v starim zavesi velikrat se slišajo to, da ko gledamo Boga, umremo. In logično. Tok nas ljubi, da naše srce sploh ne bi zdržalo, bi počlo. Jaz bi videl Boga, pa bi iz ljubezni umrl, res, direktno, ne? In danes čutim med vami ta odsev. Hvala, neskončno hvala. Ta odsev ljubezni med vami je zelo močan. Prisotnost Boga med vami je zelo močan. Kaj ste delali? Me ne poznate, saj veste, da eni Argentinc tam prihaja, pa vse to ste delali. To je noro, pomladinsko, ne? Se neskončno hvaležen in to, da glih na ta pomemben praznik za vas, ne, to je zelo močan znak za me, ne, da pravzaprav takrat, ko gasilci to praznujete, veliko se spomnim na tega, da vam vas pošljajo kam takrat, ki je ogen, vi morate iti, ne morate misliti, zanj zaupanje. In tako je tudi pri meni, ne. Tako bo moglo biti tudi pri meni. Tam, ki me pošlje, grem z zaupanjem in Bog bo pomagal. Jože, hvala za vse, to je neskončno, sem te hvaležen za to priložnost, zato, ker iz srca sem želel, hotel reči, saj Slovenija, tem župljanom najlepša hvala za vse, kar ste za men storili, ne. Bog bo 1000-krat povrnil tega, brez krvi. Bog je zelo radodaren, ne? Hvala, družinica. Tako je,
Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, spoštovana gospoda župnika in vsi ostali prisotni. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Poljane vas prisrčno pozdravljam pri gasilski sveti maši, ki ima letos za nas gasilce še prav poseben pomen. Saj v letošnjem letu obeležujemo 130 let delovanja društva. Pisalo se je leto 1894, ko so Valentin Šubic, Valentin Tavčar in župnik Jernej Ramovš v Poljanah ustanovili brambno društvo. Srčnost in čut za sočloveka sta bili tisti gonilni sili, ki sta članice in člane skozi desetletja vodili po poti, ki je bila večkrat strma in trnova kot ravna in široka. Vendar so z vero in zaupanjem v našega zavetnika svetega Florjana ter iznajdljivostjo in neomajno voljo bili kos preprekam, ki jih je na pot postavljalo življenje. Naš pesnik Simon Gregorčič je v eni od svojih pesmi zapisal te tudi meni zelo ljube verze. Pa mi dovolite, da vam jih preberem. Kedor je sam, lahko ga vsak zatira. Če sam je, pasti moraš junak. A kogar broj tovarišev podpira, pogum mu raste, da si je šibak. Stoterna moč se tako v slednjem zbira, izčete vse, za vse močanje vsak. Da pa smo lahko gasilci v Poljanah močni, je tudi velika zasluga vas, spoštovane krajanke in krajani, ki nas skozi vsa leta podpirate, tako kot so to počele že generacije pred vami. Danes, po 130 letih, smo lahko ponosni na to, kar je prostovoljno gasilsko društvo Poljane postalo, in verjamem, da bi bili ponosni tudi vsi tisti člani in članice, ki jih ni več med nami in ki se jih danes to sveto mašo spominjamo. Na tem mestu bi se rad iskreno zahvalil župnikoma, gospodu Jožetu in gospodu Damjanu, za darovano sveto mašo in blagoslov motorne brizgalne in pa seveda tudi nas gasilcev. Pevkam in pevcem hvala za zapete pesmi in pa Irmi, Heleni, Martini in Nasti za lepo okrašeno cerkev. Ker pa je danes v Poljanah tudi semani dan, vas po končani sveti maši prav lepo vabim pred cerkev, da si izmenjamo besedo ali dve in skupaj nas zdravimo ter proslavimo ta naš visok jubilej. In čisto za konec, naj vam velja še naš gasilski pozdrav na pomoč. In preden podam ta novomašni blagoslov, bi prosil, ponižno pa prosim, da se vzamete eno minuto pa molite zame, ja? Preden dobite novomašni blagoslov, zato ker to je zame zelo, zelo pomembno. Brez vas to ni mogoče biti duhovni. In ta podpora je zelo, zelo potrebna. Bog med vami zelo močno deluje, prosim vas, da me blagoslovite. Molimo. O Bog, ki si s milostjo Svetega Duha s srcem svojih vernih ulil darove ljubezni, daj našim bratom in sestram, ki zanje prosimo tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, vso ljubezno vršili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pojdite v mir. Bogu hvala.